Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Naš današnji gost je vodja nogometne šole pri nogometnem društvu Idrija, Ivan Medic, katerega prav lepo pozdravljam v našem studiu. Lepo pozdravljen, Ivan. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Kot rečeno, si vodja nogometne šole pri nogometnem društvu Idrija. Koliko otrok imate trenutno vključenih v vadbo? Ja, tako je. Vodenje šole sem prevzel lansko leto januarja. Trenutno je aktivnih otrok, ki trenirajo v naši nogometni šoli 150, vseh članov pa je več kot 200. Tako da imamo polne vse selekcije, od selekcije U7 pa vse do U15. Za prihodnje leto pa načrtujemo tudi sestavo ekipe U17. Se kaj pozna uspeh idrijskih nogometašev? Tukaj imam predvsem v mislih Adama Gnezda Ščerino, športnika leta občine Idrija za leto 2024, pa tudi leto predtem, pa Kolobariča, ne nazadnje vratarjev, Freliha, Patratnika pri interesu otrok za prihod v nogometno šolo. Ja, teli uspehi so sigurno zelo velik motivator za otroke, da se vključijo v našo šolo, v nogomet. Konec koncev v zadnjih 2 letih je porast otrok zelo velik, kar je poleg uspehov naših nogometašev tudi pokazatelj, da naša šola dobro dela. Je pa ja, tudi tale uvrstitev na evropsko prvenstvo v otrocih prinesla dodatno željo po temu, da se vključijo v nogometno. Kako je pa potem, bom rekel, ko zapuščajo osnovnošolske dneve, ko prehajajo v srednjo šolo, ste zadovoljni z obstankom igralcev ali je opazen upad? Ja, v bistvu tu je problem vseh klubov, ki prihajamo iz manjših krajev. Otroci, ko grejo v srednjo šolo, dijaki ponavadi ali prenehajo z nogometom ali grejo v druge klube in število zelo upade. Tudi srednje šole so zelo omejene v Idriji, in kar je tudi v bistvu posledica, da se otroci odločajo za klube v drugih krajih. Prej sem sicer omenil 4 mogoče najbolj prepoznavne idrijske nogometaše v zadnjem obdobju. Kako bi ocenil delovanje nogometne šole? Niso samo te 4 igralci, ki igrajo v drugih klubih, pa tudi ne edini, ki igrajo v tujini. Ne, res je. Imamo tudi ogromno drugih igralcev, ki mogoče niso tako medijsko izpostavljeni, ampak ki igrajo tudi v drugih ligah, v Italiji, tudi v drugih slovenskih ligah. Tudi dela šola zelo dobro, kot sem že omenil, je predvsem pokazatelj, da imamo vedno več otrok. Konec koncev imamo tudi ženski dekliški krožek letos prvič, ki ga obiskuje 17 deklet, kar mislim, da je za prvo leto zelo spodbudna številka. Nadejamo si, da bi število otrok z leti še raslo, ampak nekako s svojim delom, številom otrok tudi malo prehitevamo našo infrastrukturo, ki jo imamo pač na voljo. Če se dotaknemo zdaj malo te infrastrukture, vem, želje vodstva nogometnega društva, pa tudi samih igralcev so, da bi se stadion pri Likarci posodobil. Kakšne bi bile želje strani društva? Ja, v prvi vrsti sigurno bi bilo tudi, da dobimo čimprej reflektorje, kar bi podaljšalo možnosti oziroma časovno obdobje trenažnega procesa, torej da lahko tudi v zimskem času oddelamo treninge na glavnem igrišču. Poleg sam luči pa v bistvu ne bojo pomagale, ker bo obremenjenost stadiona še zmeraj prevelika in bi dejansko to težavo rešili samo z umetno travo, ki je nujno potrebna, ker 150 otrok, da trenira 5 dni v tednu, je kar ena velika masa za naravno igrišče. Seveda pa je k temu treba prišteti še sama tekmovanja, in če se dotakneva tekmovanja, članska ekipa, katera je bila ustanovljena, ponovno obojena pred nekaj leti, se sedaj dejansko bori za prehod iz Primorske lige v 3. slovensko nogometno ligo. Po polovici sezone odlično kaže. Ja, iz leti v leto v bistvu ekipa raste, vidi se, da delajo kot eno. Trenutno so, kot ste rekli, na prvem mestu, si delijo mesto s Šempasom,
mislim, da s takim delom so cilji prebiti se v tretjo ligo zelo realni. K temu bojo pomagali tudi v bistvu 4 novinci, ki bojo zdaj v zimskem prestopnem roku prišli v ekipo in malo poživeli v bistvu to, kar imajo naši člani. Govorijo o novincih, ki prihajajo iz nogometne šole ali od drugih? Nekateri so bili igralci naše nogometne šole, pa so bili v drugih klubih v Sloveniji in pridejo nazaj. So pa tudi v bistvu igralci iz drugih klubov, kjer ne dobivajo dovoljšne minutaže, pa bi se radi preizkusili še pri nas. Jovan, tudi sam si bil še donedavno aktiven igralec. Kako je potekala tvoja nogometna kariera v vlogi igralca? Ja, jaz v bistvu začel sem pri 12 letih, ko sem se vpisal prvič v nogometno društvo. Potem smo selekcijo v 15-krat prišli v prvo ligo nogometno, slovensko. Zatem sem igral še za Tolmin in Bilje v prvi ligi. Za člane pa sem potem nastopil še za Tolmin in pa nazadnje v Idri. Vedno pa v vlogi napadalca? Vedno sem bil zadolžen za zabijati gole, ja. Zdaj pa kot vodja nogometne šole pa seveda treba skrbeti za vse igralne pozicije. Tako, od golmana do napadalca so vsi igralci na igrišču pomembni. Se pravi, za končni rezultat ni važno samo, kdo je dal gol, ampak tudi kdo ga je pripravil akcijo. Tako je. Cela ekipa dela, mora trdo delati za skupen cilj. Bi se strinjal z mano ob trditvi, da so mogoče strelci preveč izpostavljeni v primerjavi z ostalimi igralci na terenu? Ja, seveda, na koncu tekme se ponavadi zmeri gleda sam rezultat, kakšna je razlika. Zdaj, če je zmaga, so za to zadolženi ponavadi napadalci, če je poraz, so pa golman pa obrambni igralci, kar je pomotano. Vedno je krivec cela ekipa. Če se povrnemo nazaj malce k članski ekipi, rečeno trenutno še nastopajo v enotni Primorski nogometni ligi, po polovici sezone si delijo vodilno pozicijo. Kje je tista glavna prednost idrijske ekipe v primerjavi z ostalimi? Kje bi bilo tisti delček, ki bi lahko pretehtal v nadaljevanju sezone? A je to obramba, napad? Jaz mislim, da je v letošnji sezoni, predvsem na račun poškodb, so idrijski nogometaši malo v bistvu omejeni v obrambi. Manjka obrambnih igralcev, v napadu pa mislim, da so zelo učinkoviti, kar tudi kaže v bistvu število zadetih golov v letošnji sezoni. Ekipo čaka še kar nekaj tekem, prva naslednja domača bo? Prva domača tekma bo 8. marca v Idri na mestnem stadionu, tako da vsi lepo vabljeni, da se udeležite pa da podprete našo ekipo. Se pravi tudi z glasnim spodbujanjem, kakršnega smo navajeni v Modri dvorani pri spodbujanju košarkarske ekipe. Točno takega navijanja si tudi nogometaši želijo in zaslužijo. Ivan, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Upam, da se ekipi uspe uvrstiti v 3. slovensko nogometno ligo, pa seveda upam, da bo delo v nogometni šoli nogometnega društva Idrija uspešno tudi v prihodnje. Najlepša hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.